Lepo pozdravljeni iz knjižnice Litija. Naša knjižnica je v septembru spet odprta tako rekoč od jutra do večera, torej se vračamo k letnemu delovnemu času, ko nas lahko obiščete tudi ob sobotah. To pa na drugi strani tudi pomeni, da vas počasi že vabimo na ogled oziroma obisk dogodkov in prireditev, ki so pred vrati. Mladi bralci gotovo že nestrpno pričakujejo najavo zaključka Poletavci, poletni bralci in čas za oddajo zgibank oziroma bralnih seznamov je še do 10. septembra. Snidanje na zabavni ulični predstavi pa bo 17. septembra ob 18. uri pred knjižnico Litija. To bo na dan zlatih knjig in na ta dogodek vas bomo seveda še natančno in pravočasno povabili. Naša čisto prva prava jesenska oziroma septembrska prireditev pa bo v torek, 10. septembra, in sicer bo to likovno-literarni večer z našo nekdanjo direktorico, gospo Jožo Ocepek. Poklepetali bomo s to neumorno kulturno ustvarjalko, občudovali retrospektivno razstavo likovnih del, ki jih je ustvarila v 25 letih delovanja društva Lila, in poslušali še njene neobjavljene pesmi, ki jih bodo interpretirali člani sekcije Lila piše. Dogodek pa bo v galeriji knjižnice Litija, kot sem rekla, v torek, 10. septembra ob 19. uri. Še vedno pa v naši knjižnici poteka projekt Kekčevi izzivi. To so izzivi družinskega branja. Letos je namreč Vandotovo leto. 140 let mineva od rojstva tega ustvarjalca in pa 80 let, odkar je umrl. Malokdo pa ve, da je šele leta 1991 torej izšla njegova edina pesniška zbirka Bele noči. Seveda pa je največjo prepoznavnost in tudi neminljivo slavo dosegel z junaki izpod Prisanka in drugih Julijcev. Kekec, Mojca, Rožle, Kosobrin so tisti, ki živijo v zgodbah in seveda tudi filmih še danes. Druga Kekčeva delavnica bo v sredo, 11. septembra. Potrebna je prijava v knjižnici, kjer vam bodo tudi razložili, kako je projekt zasnovan. Izdam pa vam le to, da se bomo tokrat Kekčevim zgodbam ob boku posvetili še kosmatim živalicam, ki dajejo volno in odšli na čisto pravo kmetijo. Vabljeni!